Lepo pozdravljeni. Prenova v Tončkovem domu na Lisci, ki je bila za letos načrtovana, je tik pred zaključkom. Gre za obnovo nekaj več kot 40 let stare kuhinje, točilnega dela in spominske sobe. Kot pravijo na občini Sevnica, odprtje tega objekta načrtujejo še v tem mesecu. V Tončkovem domu na Lisci so februarja pričeli izvajati pripravljalna dela za obnovo kuhinje in predprostora ter preureditve tematske sobe. Zdaj so dela tik pred zaključkom. V sklopu obnove je bil prenovljen ta vstopni del, kjer je šank in leva soba, ko vstopimo v prostor, ki še ni bila prenovljena, predvsem pa je bila prenovljena kuhinja, ki je bila izjemno potrebna prenove in je sedaj sodobna, času primerna kuhinja in lahko se samo razveselimo, da je bivša kuhinja zdržala toliko desetletij in da je dajala temu objektu tisto, kar je potrebno, da je lahko preživel in izpolnjeval potrebe gostov na tej lokaciji. Vrednost naložbe znaša dobrih 100 tisoč evrov. Tako preko projektov postopoma posodabljamo Tončkov dom na Lisci in ga delamo atraktivnega za razvoj turizma in športno-rekreativnih dejavnosti na tem področju. Kot pravi sevniški župan, se je prenova Tončkovega doma na Lisci zaradi korona krize nekoliko podaljšala. Kljub temu, da so bili objekti gostinskega značaja zaprti, da so bile ekipe nekako bolj manjšem številu prisotne, bomo v mesecu maju lahko odprli ta objekt, da bo nov najemnik pričel s svojim delom v skladu z navodili NIJZ-ja, v skladu z omejitvami, ki zaradi koronavirusa so, pa vendar je pomembno, da ta objekt prične delovati, kajti letošnja turistična sezona, športna, rekreativna sezona bo drugačna in ta objekt lahko s svojim položajem, svojim načinom dela lahko k temu dovolj prida. V času prenove notranjih prostorov Tončkovega doma je potekala še rušitev dependans, ki so bile zaradi dotrajanosti neprimerne za uporabo. Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občani občine Krško v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Te bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji. Občina Krško je do konca aprila prejela 40 različnih predlogov za različna območja. Z odzivom občanov so na občini zadovoljni, čeprav je število prejetih predlogov nekoliko manjše kot v lanskem letu. Vendar pa je izkušnje z lanskega leta zelo dobrodošla. Namreč videlo se je, da so ljudje v lanskem letu predlagali marsikaj. Pod črto in na skupnem imenovalcu je bilo največ predlaganih pobud za različne fitness centre in naprave. Letošnje leto pa je bistveno bolj raznoliko, mnogo več različnih pobud je, tako da bi težko nekako rekel, da je samo en tip, en način oziroma ena vrsta pobud, ampak je v bistvu teh pobud veliko. Kot še dodaja krški župan, so se v tem letu marsičesa naučili. Predvsem ena taka pomembna izkušnja je, da so pobude ponavadi nekoliko dražje, kot so bila prvotno predvidena sredstva, tako da smo tudi v letošnjem letu predvideli nekaj več sredstev na en projekt. Namreč v letošnjem letu je možno za projekt, ki je znotraj ene krajevne skupnosti, pridobiti do 10 tisoč evrov, če pa se projekt nanaša na dve krajevni skupnosti, pa celo do 15 tisoč evrov. S tem smo omogočili, da se lahko izvajajo tudi projekti, ki so nekoliko bolj zahtevni in prinašajo nekaj večjo vrednost v prostor. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Dalje tečejo postopki za izbiro ustreznih oziroma tistih projektov, ki so skladni z razpisnimi pogoji. Ti pa so, seveda jih je kar nekaj, ampak bistveno je to, da zadeve niso že zajete v načrtu razvojnih programov in seveda, da vrednostno ne presegajo predvidenega denarja. Še vedno imamo 7 področij, na katerih se te pobude zbirajo, nekako so se tudi ustalile in posebnih pripomb ni bilo.
V proračunu občine Krško za leto 2021 bo za participativni proračun predvidenih 140 tisoč evrov. Istočasno pa lahko rečem, da v letošnjem letu že aktivno potekajo realizacije lanskih projektov in bodo ne glede na vse razmere in vse ostalo tudi nekateri že dokončani, že v prvi polovici leta, drugi pa potem v nadaljevanju. Ampak vsekakor bodo v letošnjem letu vsi ti projekti, ki so bili sprejeti, tudi dokončani. V preteklem letu je tudi občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2020. V teh dneh se izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud in ker je bil odziv lani zelo pozitiven, občina tudi v letošnjem letu razpisuje projekt participativnega proračuna. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalci občine. Občina je nekako razdeljena na več območij. Sami projekti so predvideni nekako do obsega 6 tisoč evrov, zato da jih je več lahko urejenih. To so manjše ureditve. Tisti predlogi, ki pa presegajo ta znesek oziroma so kompleksnejši, pa niso neposredno uvrščeni v proračun za participacijo, ampak se o njih razpravlja kot o pobudah in se potem glede na smiselnost vključujejo v celovite rešitve širših projektov, širših ureditev v tem delu. Kvota namenjena razdelitvi na participirane pobude je 120 tisoč evrov. To so sredstva, ki na nek način dopolnjujejo te manjše ureditve, ureditve, ki se financirajo z različnih virov, ali so to urejanje javnih površin, urejanje javnih objektov, ali so to ureditve znotraj krajevnih skupnosti, športnih površin in s temi sredstvi odpravljamo tiste male, drobne projekte, ki pa za življenje in delo ljudi izredno veliko pomeni. Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec občine Sevnica, ki je dopolnil 15 let. Posameznik lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev. Trenutno zbiramo predloge. Teče to vse na elektronski način, kajti tudi cilj je pritegniti mlade, mlajše, da preko njim bolj domačega elektronskega načina oblikujejo svojo pobudo, svoj predlog in tako participirajo pri življenju in delu v občini. Rok za podajo pobud je 30. junij, nato sledi izbor. Izbor sam bomo opravili tako kot v preteklem letu. Najprej strokovna obdelava strani občine, občinske uprave, potem pa komisija, ki je precej pluralno sestavljena, z različnih, teritorialno zelo različno, pa tudi starostno in poklicno zelo različno, ki potem odločijo, na kakšen način in kako in kateri projekti bodo vključeni. V teh dneh pa se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud. Zdaj pa v Brežice. Tamkajšnji Zavod za podjetništvo, turizem in mladino je uspešno kandidiral za sredstva, namenjena krepitvi mladinskega sektorja, kompetenc mladih ter trajnega vključevanja mladih na trg dela s projektom Mi, mladinski inkubator. S projektom bodo mladim med 15 in 29 letom omogočili krepitev kompetenc skozi aktivno državljanstvo, s tem pa pripomogli k večji zaposljivosti. Projekt, ki ga izvajajo skupaj s konzorcijskim partnerjem, Mladinskim centrom Maribor, so začeli izvajati februarja letos, trajal pa bo do septembra 2021. V tem času bomo izvedli 3 sklope usposabljanja. Vključili bomo vsaj 39 mladih v 90-urno usposabljanje, od tega se jih bo 65% zaposlilo. Se pravi, eden izmed končnih ciljev projekta je tudi zaposlitev 25 mladih. Ti bodo tekom usposabljanja ali si omogočili zaposlitev, ali si jo sami poiskali s pomočjo usposabljanja, ki jih bomo izvedli. Mi bomo dali določena znanja, s katerimi bodo oni potem lažje vstopili na trg dela. Projekt Mladinski inkubator je projekt, ki smo ga prijavili skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Znesek celotnega projekta je nekje 176 tisoč, bomo videli, koliko bo na koncu odvisno je tudi od realizacije. Na našega konzorcijskega partnerja odpade pač en sklop predavanj in zato bojo prejeli, če bojo pač izvedli vse tako kot treba, nekje dobrih 20 tisoč evrov, vse ostalo je razlika, ki gre k nam oziroma za našo izvedbo.
Sredstva bodo prišla še kako prav, saj je, kot poudarja Gerjevičeva, celoten mladinski sektor podhranjen. Delujemo že več kot 20 let in na koncu ugotovimo, da vsako leto prejmemo za program okoli 10.000 evrov. Pa glede na to, da smo največji in najboljši mladinski center, kar se tiče tega dela mladinskega, se mi zdi to izredno malo, da sploh lahko nekaj delaš, je pa po moje delo z mladimi najpomembnejše oziroma bi tudi za vse ostale moglo biti najpomembnejše. Občina Brežice se sicer šteje med uspešnejše pri črpanju evropskih sredstev, poudarja brežiški župan. Kot pravi, jo od ostalih poglavitno razlikuje dejstvo, da je med prvimi uspela tudi s pridobivanjem sofinanciranja znotraj programov neposredno na sedežu Evropske komisije. Veseli me, da smo tudi sedaj dobili nov projekt, še posebej, kajti vemo, da sredstev na občinah je vse manj, tistih neposrednih sredstev, ki jih dobimo od države ali od drugega ali pa od prihodkov, in pa seveda zaradi koronavirusa bo tudi prineslo določene težave, ampak kljub in prav tiste občine, ki bojo uspele še pridobiti dodatna sredstva, bojo potem uspešne in bojo lahko svojim občanom ponudili kaj več, kot je samo tisti osnovni standard, ki jih občine nudimo. Sicer pa občina na področju mladine letno namenja okoli 230.000 evrov. Okoli 180.000 evrov gre približno za programe in pa za zaposlene v mladinskem centru. Potem 20.000 evrov namenjamo neposredno raznim društvom in pa organizacijam, ki se ukvarjajo z problematiko mladih. V letošnjem letu želimo celo od teh 20.000, 8.000 evrov nameniti kot participativni del razpisa, kar pomeni, da se bojo mladi sami določili, katere projekte bojo izpeljali in seveda jih potem tudi izvedli. Imamo pa v planu tudi izvesti strategijo mladih in seveda s tem predvsem dobiti tiste usmeritve, kaj v prihodnosti, v katero smer naj bi šel razvoj mladih, kaj je tisto, kar najbolj potrebujejo, oziroma kje je potrebno to politiko do mladih še korigirati. Letošnje slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti Sevnica zaradi aktualnih razmer ne bodo izvedli. Kljub temu pa predsednica Sveta krajevne skupnosti Stanka Žičkar v svojem video nagovoru krajankam in krajanom sporoča, da delo sveta poteka tekoče, prav tako pa se izvajajo vse načrtovane naloge in investicije. Spoštovane krajanke, dragi krajani, kdo bi si v začetku leta mislil, da vas ne bom mogla nagovoriti na odru naše kulturne dvorane, obdana z mladimi nastopajočimi. Pa vendar se v tem času že lahko pozitivno in z novo pomladno energijo vračamo na stare tire. V Krajevni skupnosti Sevnica pridno delamo. Razpis za sofinanciranje društev je že končan. Društva čakajo še na pogodbo, na podpise pogodb. Naročili za sanacije javnih poti in prevoz gramoza pa je v teku. Zbiramo vaše vloge in prošnje, predloge. Kontaktno številko ali mail naslov najdete na spletnih straneh občine Sevnica ali Krajevne skupnosti Sevnica. Referentka za krajevne skupnosti pa je za stranke dosegljiva vsako prvo sredo v mesecu, sama pa sem na telefonsko številko dosegljiva kadarkoli. Vsem krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti se zahvaljujem za strpno in odgovorno ravnanje v času pandemije. Nizko število okuženih potrjuje resen pristop krajanov in vseh sevniških institucij. V prazniku Krajevne skupnosti Sevnica vam iskreno čestitam in vam želim vse dobro in predvsem veliko zdravja. Prihodnji teden bodo odprti vrata vrtcev, stekel pa bo tudi pouk za učence prvega triletja in prav tako za dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Seveda skladno s posebnimi pravili, protokoli in usmeritvami. Pogovarjali smo se z ravnateljem gimnazije Brežice, ki nam je povedal več o poteku izobraževalnega procesa. Dijaki četrtih letnikov se 18. maja vračajo v šolo. Kako bo potekal pouk na brežiški gimnaziji? Takole, dobili smo navodila, da z 18. majem se vračajo dijaki zaključnih letnikov četrtega letnika v šolo, tako da v tem tednu jim bomo pripravili urnik izvajanja pouka, ki bo nekako podoben urniku, ki je bil že do sedaj v četrtem letniku.
Z dijaki se bomo tudi ob koncu tega tedna pogovorili v videokonferenci glede vseh navodil, ki smo jih dobili s strani ministrstva, kako naj izvajamo pouk. Govorimo predvsem o priporočilih glede vstopa v šolo, potem glede samega pouka, odmorov. Tako da nekako upam, da nekih večjih težav pri vključevanju nazaj v klasični pouk ne bo. Tako da dijaki bodo pravočasno seznanjeni z vsemi navodili in verjamem, da si tako kot mi na šoli tudi oni sami nekako veselijo, da se vrnejo v šolske klopi in da tudi ta socialni stik seveda z omejitvami, ki bo, ker bomo morali pač upoštevati vsa navodila, ne bo več kot 15 dijakov v učilnici, ta razlika med njimi bo 1,5 metra do 2,5 metra, tudi med odmorom ne bo seveda takšnega živžava, kot smo navadno vajeni v šoli, tako da se bomo nekako držali striktno vseh priporočil in pa navodil. No, nekaj priporočil oziroma navodil ste že omenili, kaj pa sicer, kako je s prihodom v šolo oziroma z vstopom v objekt in podobno, kako je tudi s prevozi? Takole, jaz sem danes na delovnem mestu in tukaj nasproti šole je tudi avtobusna postaja in vidim, da avtobusi nekako vozijo po voznem redu in predvidevam, da bo nekako tudi prilagojen temu, da bodo lahko dijaki normalno prišli k pouku in po koncu pouka tudi zapustili šolo in se varno vrnili na dom. Glede samega prihoda v šolo, kot sem omenil na videokonferenci, z njimi se bomo dogovorili protokol prihoda v šolo. Tukaj ne vidim večjih težav, na srečo imamo kar veliko vhodov v šolo, ne samo enega, tako da bomo glede na to tudi jim določili, to pomeni vsakemu oddelku posebej, na kateri vhod pridejo v šolo in se potem tudi odpravijo v tej varnostni razdalji do učilnice. In enako bo potem tudi, ko se zaključi s poukom, da bodo prišli do samega avtobusnega postajališča. Gre torej za maturante. Kako so v tem času potekale priprave na maturo in kako bodo potekale zdaj? Takole, ja, ta 8. teden izobraževanja na daljavo, lahko rečem, da smo mogoče na začetku bili vsi zelo optimistični in ne glede na to, da kot šola in tudi posamezni profesorji so sodelovali v projektu Inovativna pedagogika, kjer so zadnji 2 leti nekako smo skupaj razvijali te digitalne kompetence in se tudi mogoče pripravili na ta način izobraževanja na daljavo, se je pa le pokazalo, da to izobraževanje na daljavo ne more nadomestiti pouka v razredu. Mogoče na začetku je bilo kar nekaj tudi tehničnih težav, mogoče smo tudi dijake preveč obremenili z delom, seveda potem smo pa le ugotovili, da je potrebno za njihove strani dobiti tudi povratne informacije in pa usmeriti delo, tako da je to izobraževanje na daljavo smiselno. Začeli smo uvajati tudi videokonference, tako da lahko rečem, da nam je pri maturantih uspelo izvesti to izobraževanje na daljavo. Jaz upam, da v čim boljši meri, da so v tem času dijaki dobili vsa tista tudi potrebna znanja, da so se lahko mirno pripravljali na maturo in da bodo tudi 30. maja pristopili k maturi in da bodo tudi na maturi potem uspešni. Želim pa samo še enkrat poudariti, da to izobraževanje na daljavo ni enako temu, kot da bi imeli pouk v razredu. Tako da verjamem, da vsa ta strategija razvoja šolstva v Sloveniji, tudi obnavljanje šol, gradnje šol, ima svoj smisel. In verjamem, ne glede na prihodnost, ki bo lahko drugačna, pa vseeno mislim, da izobraževanje ali pa pouk mora potekati v šoli. Ko sva že pri maturantih, kako bo s pisanjem mature? Bo to potekalo normalno oziroma kot v preteklih letih ali bodo tu kakšne spremembe? Tako lahko rečem, glede na to, da je koronavirus v naše življenje prinesel kar veliko sprememb na področju mature, pa lahko rečem, da glede samega izvajanja mature ni nobenih sprememb. Mogoče edino prva sprememba je bila ta, da dijaki za oddajo internega dela, to so
seminarske naloge, laboratorijske vaje in terenske vaje, ki so imeli pri izbirnih predmetih, se jim je ta rok podaljšal do 4. maja, tako da se lahko normalno pripravili ne sredi meseca aprila. Zdaj, kar se pa tiče ostalih predmetov, bodo dijaki čisto normalno po koledarju, ki je bil sprejet že na začetku tega šolskega leta, opravljali maturo, to pomeni 3 obvezne predmete, materni jezik, to je slovenščina, matematika in angleščina, ter 2 izbirna predmeta. Edino, kje so spremembe, so pa seveda spremembe, kjer moramo upoštevati vsa ta priporočila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil, in seveda tudi danes imamo še sestanek šolske maturitetne komisije, ki nekako bedi na tem, da se matura izvede v šoli. Bomo šli skozi vsa ta priporočila in pripravili protokol, in zato bomo tudi dijakom, ki bodo s prihodnjim tednom prišli v šolo, nekako jih s tem tudi navajali na opravljanje ali pa začetek same mature. Tako da ne bo samo zaključek šolanja v 4. letniku, pa priprava na maturo, ampak dejansko tudi že navajanje na tem, kako bo potekala matura v času te epidemije. No, dijaki nižjih letnikov pa ostajajo doma, torej pouk poteka nadaljavo. Tako, zaenkrat tudi po priporočilu našega ministrstva dijaki 1., 2. in 3. letnikov ostanejo doma, pomeni, da izobraževanje poteka nadaljavo. Seveda, če bodo pa v tem času ali pa bomo dobili kakšna nova navodila, se bomo pa temu tudi prilagodili. Tako da v priporočilih je tudi ministrstvo navedlo, da dijaki, ki imajo doma težave izobraževanje nadaljavo in da ne morejo pridobiti vseh ocen, da se pa lahko šola tudi odloči in da ti dijaki pristopijo temu ocenjevanju v šoli ali pa tudi, da v šoli dobijo pomoč, dodatno znanje, da bi lahko uspešno zaključili to šolsko leto. In verjamem, da s tem, ko bomo s prihodnjim tednom se nekako šli skozi ta navodila, pa navadili na nov način dela, bomo tudi tem dijakom omogočili, da se potem v juniju vrnejo v šolo in pridobijo ocene in uspešno zaključijo šolsko leto. Kako pa so sicer dijaki sprejeli takšen potek izobraževanja, torej nadaljavo? Takole, v pogovoru z njimi lahko rečem, da na začetku je bilo zanimivo, neka nova izkušnja, ki je na vseh straneh zahtevala veliko energije, razuma, optimizma. Po zadnjih pogovorih, ki sem jih pa imel prejšnji teden, to je takoj po prvomajskih počitnicah, ki so bile tudi za njih letos drugačne, ko v primerjavi s preteklimi leti, si pa nekako vsi želijo povratka v šolo. Ne samo maturanti, ker imajo pred sabo to, bomo rekli, zaključek šolanja, pomembno nalogo s čim več točkami in da se potem vpišejo na želeno fakulteto, tudi dijaki ostalih letnikov komaj čakajo in upajo, da mogoče se bodo pa ta priporočila ali pa razmere v Sloveniji toliko spremenile, da bi se pa meseca junija le vrnili v šolo. V tem času, recimo da vmesnem, ko bo hkrati potekal pouk tako na šoli kot nadaljavo, je zagotovo tudi delo profesorjev zelo oteženo. Kot sem omenila, bodo morali biti prisotni tako v učilnicah, kot delati od doma. Kako je z organizacijo tega? Tako je, tukaj po teh priporočilih, ki smo jih prebrali, seveda moramo nekako narediti načrt, da bomo tiste učitelje, ki poučujejo v 4. letnikih in bodo z 18. majem prišli v šolo, potem še nekako, da izpeljejo pouk v ostalih letnikih. Seveda bomo poskušali to narediti tako, da v tistim dan, ko učitelj pride v šolo, ima večji del pouka s 4. letniki in seveda potem ostale dni v tednu pa nekako z ostalimi letniki. Bo nekaj težav, verjamem pa, da bomo našli rešitev, tako da ne bodo tudi učitelji preveč preobremenjeni. Za konec, kakšne bodo po vašem mnenju srednjeročne ali celo dolgoročne posledice epidemije na šolski sistem? Takole, po mojem mnenju nekih velikih posledic ne bo. Tako da je to za nas neka nova izkušnja, to izobraževanje nadaljavo, s katerim se dejansko prvi soočamo v taki obliki ali pa na takšen način. Čeprav moram povedati, da tudi v preteklosti smo že imeli podobne poskuse, ki so bili bolj individualni s posameznimi dijaki, ki niso mogli priti k pouku, da bi prisostvovali pri urah, bili tudi na ta način ocenjeni.
Tako da mogoče se bo potrdila pravilna odločitev, ko smo tudi pred 3 leti pristopili projektu Inovativna pedagogika, seveda določena skupina učiteljev in tudi dijakov šole, kjer smo razvijali ta način dela na daljavo, tako da mogoče tudi tisti največji skeptiki, ki so bili v preteklosti, se bodo dejansko morali potrditi dejstvo, da v 21. stoletju je pač ta digitalna kompetenca vseh nas, tudi učiteljev v šoli, pač pomembna, da je to potrebno razvijati, tudi mogoče v luči, če se bo kdaj v prihodnosti pojavila podobna situacija in da potem, ko se šole zaprejo, da se na nek način lahko to izobraževanje prenese tudi v to virtualno okolje preko seveda računalnikov, pametnih telefonov in pa tablic. Tako da verjamem, da je to za nas dobra izkušnja. Potrebna bo seveda evalvacija, ugotoviti, kaj ni bilo dobro, pa bi lahko naredili boljše, tako da verjamem, da se bomo iz tega nekaj naučili. Na drugi strani pa dijaki so v enem pogovoru, v zapisu, ki sem ga tudi dobil, napisali, ko se bo to izobraževanje nadaljavo ali pa pouk nadaljavo nekako zaključi, kar nekaj časa bodo ti telefoni in pa prenosni računalniki stali nekje v kotu. To pomeni, potrebno bo se tudi malo odpočiti od teh naprav, ker ta pristni stik, socialni stik, ta živ-žav vrvež, ki je navadno v šoli in pa tudi po šoli, ali pa vmes med odmori, seveda to jim manjka. Tako da, tako kot naši dijaki, tudi naši profesori, tudi sam želim, da se čim prej vrnemo v šole. To je pač ključ do uspeha. Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič poudarja, da epidemije novega koronavirusa še ni konec. Kljub sproščanju ukrepov je pomembno, da samozaščitnega ravnanja ne opustimo in se prilagodimo smernicam COVID življenjskega sloga. Dosledna osebna higiena je temelj preventivnega ravnanja za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Zato direktorica Zdravstvenega doma Sevnica v svojem sporočilu podrobno opisuje elemente osebne higiene in preventivnega ravnanja. Nov življenjski slog nam je prinesel, da imamo vsi v svoji bližini ali razkužila v obliki v steklenički ali v obliki robčkov, ali imamo pri sebi morda zaščitne rokavice v žepu, katere se tudi dajo razkužiti, in so večkrat lahko uporabne. Prav tako je pomembna zaščita oči, poudarja. Ta medicinsko-tehnični pripomoček enim daje trajno zaščito, zdaj, ko se začenjajo tudi topli meseci, bo istočasno sončna očala zaščito pred okužbo in pa zaščito pred sončnimi žarki. V zaprtih javnih prostorih je še vedno obvezna uporaba maske. Maska naj bi bila takšna, da ustreza nekje 3 slojem. To so troslojne kirurške maske, mi rečemo, ampak takšne 3 sloje lahko mi izdelamo tudi doma. Izdelujemo jih doma, jih kupujemo tudi, tako da naj ustreza za vsakdanjo zaščito pred aerosoli troslojna kirurška maska. V primeru potrebne dodatne zaščite je Tomšičeva izpostavila še uporabo vizirjev. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.